V Združenju pneumologov Slovenije skupaj z Društvom pljučnih bolnikov Slovenije vas želimo z akcijo Kaj sporočajo vaša pljuča ozavestiti o pomenu ustreznega zdravljenja astme. Temelj zdravljenja astme so inhalacijski glukokortikoidi, ki jih bolniki z astmo, prosim, prijemajte tako, kot so vam naročili vaši zdravniki. Obvezno imejte v naboru zdravil tudi inhalacijski glukokortikoid in ne prejemajte samo čistih beta-agonistov, torej olajševalcev, saj s tem tvegate huda poslabšanja astme in predpis sistemskih glukokortikoidov, ki bi bil sicer povsem nepotreben. Pri astmah, ker gre za problematičen potek, pa je potrebno pregledati, ali gre res za problematično astmo, ali gre za pravo hudo astmo, za katero obstajajo tudi drugi načini zdravljenja. Z vpeljavo drugih načinov zdravljenja, vključno z biološkimi zdravili, močno zmanjšamo breme sistemskih glukokortikoidov. To pomeni, da je predpis sistemskih glukokortikoidov oziroma glukokortikoidov, ki jih zaužijete v obliki tablet, bistveno nižje, pri mnogih bolnikih zdravilo tudi ukinemo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker na ta način zmanjšamo breme sistemskih glukokortikoidov, ki pomeni v bistvu zaplete zdravljenja s sistemskimi glukokortikoidi. Ti se kažejo s prizadetostjo različnih organskih sistemov, kot je osteoporoza, katarakta, prizadetost kardiovaskularnega sistema, odpoved nadledvične žleze, podkožne krvavitve, debelost. Verjetno ste že iz samega naštevanja organskih sistemov prepoznali, da tak bolnik mimogrede potrebuje več specialističnih in subspecialističnih obravnav, ki lahko potlej strežejo vsem zapletom zdravljenja s sistemskimi glukokortikoidi. S pravilnim zdravljenjem čas do pojava stranskih učinkov glukokortikoidov umaknemo naprej v prihodnost ali pa sploh preprečimo, da nastanejo. V današnjem času ni več potrebno gojiti misel, da bolniki, ki nosijo diagnozo astme, lahko opravičeno ali z razlogom imajo težave s težko sapo, imajo težave s kašljem, imajo slabo kvaliteto življenja, netoleranco za telesni napor in opravičene obiske urgenc. V današnjem času je na voljo obravnava znotraj mreže astme, ki na pulmološki ravni v Sloveniji teče in je dobro vzpostavljena in se lahko vsem tem težavam pravilno streže in jih presodi. A je zaradi tega, ker prihaja sedaj jesen in zima, potrebno biti še kaj bolj pozoren? Do svojih simptomov, predvsem v tem neugodnem jesenskem času in zimi, ki je pred nami, bodite posebej pozorni na respiratorne simptome, na sam njihov začetek in ne odlašajte pri začetku zdravljenja ali pa pri spremembi zdravljenja vaše astme, kolikor zdravila že imate predpisana. Kako izgledajo te simptomi? Ti simptomi izgledajo kot kašelj, znižanje praga za nastop respiratorne simptomatike, kot je težka sapa ob telesnem naporu, zbujanje po noči, kajti nočna astma, simptomi nočne astme so vselej znak neurejene astme, ki jo je potrebno drugače oziroma intenzivneje zdraviti.